Skupina oboroženih teroristov ob gozdni cesti preži v zasedi. Tarča je sin pomembnega slovenskega politika, ki je v osebnem avtomobilu v spremstvu varnostnika. Voznika avtomobila pokonča strel v glavo, ugrabljenca pa vtaknejo v lisice in ga odvedejo v naprej določeno skrivališče. Pri napadu na avtomobil in ugrabitvi sodelujejo 4 teroristi, ki so oboroženi s puškami in pištolami. Žrtev ugrabitve skrijejo v zapuščeni stanovanjski hiši. Sin pomembnega politika je predmet izsiljevanja. Teroristi za njegovo izpustitev zahtevajo visoko odkupnino in izpolnitev njihovih političnih zahtev. Grozljiv scenarij, ki bi lahko bil sicer tudi resničen, pa ni. Gre za igro za odrasle fante, ki se imenuje Airsoft. Airsoft je v bistvu šport. Nastal je na Japonskem, kakšne par 10 let nazaj, kjer se je potem, kot večina stvari, ki se je nastala tam na Japonskem, se je razširil po ostalem svetu. Zakaj torej pri tem športu gre? Če smo malce ironični, gre za skupino fantov, ki se še vedno radi igrajo kavbojce in indijance, ali v našem primeru teroriste in vojake. Psihopati so tudi, ampak v glavnem je pa to šport za v bistvu različne ljudi. Ne? Imamo od pravnikov, zdravnikov, zdajšnjih policistov, bivših policistov, vojakov, ne vem, praktično cela paleta poklicev in starosti. Pravniki, obrtniki, tudi študenti. Vsi se uspešno sproščajo med rafali ali denimo med zalezovanjem sovražnika po hosti. Jaz sem v bistvu na tujo podjetje, v bistvu prodajamo telefonijo. Tisto ni najbolj adrenalinsko, ne? Tako da se v prostem času v bistvu malo izživljamo nad sabo, v bistvu, ne? Fantje so se v vlogo rešiteljev ugrabljenca hitro vživeli. Na bojnem posvetu so se dogovorili za potek akcije in si razdelili vloge. Sledila je akcija, ki se je ne bi sramovale niti poklicne protiteroristične enote. Puške in pištole, ki jih uporabljajo pri Airsoftu, so zelo natančne replike pravega orožja. Le poznavalci jih na pogled lahko ločijo od pravih pokalic. Za razliko od paintballa izstrelki ne vsebujejo bave, zato morajo igralci upoštevati fair play in zadetek sami priznati. Uporabljamo biorazgradljive kugelce, 6 mm, seveda so to iz plastike. Takole. Kugelca te zadane in ne pusti madeža, na obleki se pravi, te ne markira, ampak te pač samo na tistem mestu zadane in lahko, ne, recimo, če te na goli koži se lahko takele rance pojavijo, nič hujšega. Do hujših poškodb med streljanjem načeloma ne more priti. Najhujša je kaj poškodba, zdaj je bila poškodba oke, bom rekel veka, drugače, bom rekel obe sem začita očal, takrat bom rekel je zaradi dežja, mi pač tisti igralci nismo očali, drugače. Mislim, nekaj poškodb večje ne biti. Med airsoftovci so tudi poklicni vojaki. Morda se sprašujete, če streljanja in orožja nimajo dovolj že v službi. Ko sem znal te fante, sem videl, da so ful verjel tim, ne? In v sobota si imaš, vsak mora imeti neki hobi, ne? Zadeva je adrenalinska, verjemeti. Airsoft društva v Sloveniji obstajajo že vsaj 8 let. Večina pa ima za članstvo poleg polnoletnosti še eno pomembno omejitev. Omejitev je ta, da nasilneži ne morejo vkljup, ne? Ker je včasih težko priznati zadetek, ne? Moraš ga priznati, ampak je verjetno težko, ne? Tako da neki nasilneži pa to že takoj odsodimo na začetku. Športno obstreljevanje kolegov pa ni poceni. Recimo ta replika, ker to niso puške, to so replike, stane nekje 70 000, potem je recimo dodaten magazin, stane okrog 11 000, ker v originalu gre not samo 69 kroglic, tu je gre 300.
Potem je recimo pištola, replika pištole, ta je stala nekje 20 000, tako da pol obleka, čevlji se nabere, tale postaja. Si hitro na 200 000. Adrenalin po uspešno opravljeni akciji po zagotovilih fantov vedno odtehta stroške za nabavo opreme. Zmagovalci in poraženci so na koncu spet prijatelji, seveda le do naslednje bitke.